Upam, da te je kmetija zabavala. Kako je Latoja? A Latoja še nastopa? No, danes si bova pogledala, kako so nacisti v Sloveniji obesili 16 let starega fanta. A prvo začniva z ogromnim spomenikom, ki se nahaja v tvojem najljubšem outletu v Palmanovi, kjer veselo nakupuješ. Ara pacis mundi. Ko obiščeš nekaj takega, imaš občutek, kot da si vstopil v nekakšen tempelj, kjer bi lahko srečal Zeusa, ker je vse tako mogočno in ogromno. Ara pacis mundi v slovenščini pomeni oltar svetovnega miru in lahko ga najdeš v okolici Palmanove. Posvečen je padlim vojakom iz vseh vojn in simbolizira, da je mir zgrajen na žrtvah iz celotnega sveta. Na sredini kompleksa se nahaja 3 metre dolg in 5 metrov visok oltar. To je ogromno. Znotraj oltarja je žara, ki vsebuje vzorce zemlje s kar 800 vojaških pokopališč iz celotnega sveta. A napis na oltarju pravi: sovraštvo povzroča smrt, ljubezen rojeva življenje. Samo poglej, kako majhen je človek v primerjavi z oltarjem. V Palmanovi, poleg Nike, Pume in Calvin Kleina, lahko najdeš tudi avstro-ogrsko vojaško pokopališče, ki je eno glavnih pokopališč v Julijski krajini. Tu je pokopanih 4000 identificiranih vojakov. Medtem ko se le nekaj kilometrov stran nahaja slavni outlet, kjer vlada kaos, je tukaj popolni mir. Vem, da se sliši narobe, ampak ta mir pred vrvežem paše. Pokopališče sameva, grobovi so skromno urejeni in vse je tako tiho. Sedaj pa gremo obiskat še eno pokopališče, ki se nahaja slabih 20 kilometrov stran in velja za eno najbolj ohranjenih in pristnih pokopališč iz časov Prve svetovne vojne tukaj v Italiji. Cimitero degli eroi, pokopališče junakov. Pokopališče je ohranilo svojo prvotno podobo od prvih pokopov. Največji pomen ima zaradi povezave z neznanim vojakom, kar v italijanščini pomeni milite ignoto. Ta je postal simbol vseh padlih italijanskih vojakov. Leta 1921 je Marija Bergamas izbrala krsto neznanega vojaka, ki je bil nato z vlakom poslan v Rim. Grobove označujejo železni križi, ki so okrašeni z lovorjevimi venci, na katerih najdeš napis: milo in častno je umreti za domovino. In ko se brezskrbno sprehajaš po pokopališču, ti v oči pade tale grob. In če pozorno pogledaš, lahko vidiš svastiko. Ne, ta simbol nima nikakršne zveze z nacizmom. Leta 1915 nacizem še ni obstajal. Takrat je Hitler štel zgolj 26 let.
tukaj je pomen svastike bil še pozitiven in je predstavljal mir in čast. Sedaj pa gremo na frankolovski zločin. Ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan. Frankolovo leži med griči, kjer se jutranja svetloba počasi dviga iz dolin in se oprime gozdov. Cesta skozi kraj ne hiti nikamor. In na določenih delih to cesto lepo okrašujejo jablane. A verjamem, da se marsikdo od šoferjev ne zaveda, kaj vse se je dogajalo na teh jablanah. Drugi februar 1945 so partizani hudo ranili enega pomembnejših nacističnih funkcionarjev, Antona Dorfmeistra, ki je naslednji dan umrl v celjski bolnišnici. Seveda so se nacisti nekaj dni kasneje maščevali. Imeli so tako zelo glasno pravilo: 100 talcev za enega ubitega vojaka. Nekaj takega so naredili tudi v Srbiji. Iz zaporov v Celju, Mariboru in Trbovljah so izbrali 100 talcev. In vse so obesili na jablane ob cesti. Na posameznem drevesu je bilo obešenih tudi po 5 ljudi. 3 ure so jih obešali in talci so viseli vse do 14. ure. To je bil nekakšen znak ostalim, da Nemci mislijo resno in se ne zajebavajo. Od 100 talcev jih je bilo 99 ubitih z obešanjem. Samo enega pa so ustrelili v hrbet, medtem ko je želel pobegniti. Šlo je za moškega, ki ni mogel prenesti pogleda na obešanje svojega sina. Najstarejša žrtev je bila stara 64 let. Najmlajši je bil Štefan Sledič, star samo 16 let.